kulturno-etnološka in zabavna prireditev s pestrim kulturnim programom in predstavitvijo domače obrti in izdelkov je pod Kazinarjev kozolec privabila številne obiskovalce. Prikaz tradicionalnega ličkanja je na z dežjem zaznamovano nedeljsko popoldne pripravilo Kulturno-umetniško društvo Marije Kmetove Šentlovrenc in tamkajšnja sekcija kmečkih žena. Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalke, dragi obiskovalci. Z Matejem Goriškom, sovoditeljem v imenu KUD Marije Kmetove in sekcije kmečkih žena želimo lep dan in obilo zabave na današnji prireditvi, kljub dežju seveda, ter spoznanje, da je slačenje koruze lahko tudi danes zabavno. Tako kot je bilo stoletja, ko so se naši predniki družili, peli, plesali in se veselili. Tam na začetku ste najbrž opazili, kako ličkarice in ličkari že pridno, lahko rečemo, kožuhajo, slačijo in ne vem, kaj še počnejo. In tudi že obešajo prve zvezane, pokaže Matej, ti si bil s kmetov včasih, pa tudi manj, da že kaj veš, toke, ja. Tako, prireditev pa je začel ansambel Prima, ki ga sestavljajo bas, kitara, Matej Knez, kje je že? Tam. Harmonika Primož Padar, a je kje? A tam zadaj se sprehaja še. In kitara Žiga Koci. Matjaž. Aha, no, ko boš prišel na oder, se pa predstavi. Matjaž, dvignil se je že, pomahal je. Ja, kot je uvodoma povedala moja sovoditeljca Justina Zupančič, je naš namen, da se vsi skupaj zabavamo in lepo preživimo današnje popoldne. K sodelovanju smo povabili učence podružnične šole Šentlovrenc, ki so se nam že pridružili na odru, ansambel Prima, skupino prijatelji Šentvida, plesno skupino iz Društva upokojencev Veliki Gaber Plesna Zarja in mlade glasbenike ter plesna para v Dolenjski in Gorenjski narodni noši ter seveda igralce našega domačega kulturno-umetniškega društva. Tako, aha, zdaj pa počak, da jaz najprej list dobim. Tile osnovnošolci podružnične šole Šentlovrenc so neumorni. Najprej so pod mentorjem praznika, Braneta Praznika ustvarjali. Tam zadaj imate čudovite slike, imate jih na razstavi, koliko že? Aha, to pa učitelj vedel, koliko že? 60 slik, pa to je res prava razstava. No, zdaj pa imamo tukaj mentorja pevskega, otroškega pevskega zbora, ja, lejte, čisto se pa tudi ne vem na pamet. Uroša Primca, pod katerim vodstvom bodo zapeli Miške in Maurica, Dragice Sojer, Tičjo svatbo slovensko ljudsko pesem in Mleko Grege Slejmanoviča. Miške male smo se zbrale, kolo, kolo zaplesale, sonce sije, dež gre, Maurica je čez polje, vse zelene rosne veje, skozi lise sonce smeje, sonce sije, dež gre, Maurica je čez polje. Miške male smo se zbrale,
Torej, kako takole majhen aplavz za takle nastop? To je pa že bolje, to pa je že bolje. Hvala lepa vsem učencem podružnične šole Šent Lovrenc in seveda Urošu Primcu, učitelju, glasbeniku. Zdaj, velika večina vas verjetno v koruzi po uličkanju že veliko ve. Ampak, kakor lahko vidimo, je med nami še zmeraj veliko mladih otrok, ki pa mogoče o tem še ne vejo veliko, ali pa tega sploh še ne poznajo. Najprej, a kdo sploh ve, od kje je koruza? Izvira iz Južne Amerike, kjer so jo pred približno 7000 leti začeli gojiti ameriški indijanci. Ker je bila primerna za suha področja, so jo španski pomorščaki ob odkritju novega sveta prinesli v Evropo. Od tam pa se je prek pomorskih poti razširila po vsem svetu. A ti, Matej, veš, kdaj smo pa mi Slovence začeli jesti? Ne boš nič kilo. Torej, na slovenska tla pa je prišla že v 17. stoletju. Najprej prek Italijanov v Furlanijo, na Goriško, v Zilsko dolino, na Dolenjsko in Štajersko ter vzhodno Koroško pa so jo naši predniki prinesli prek Balkana in Ogrske, seveda današnje Madžarske, predvsem pa od Turkov. No, zdaj se pa zbira tukaj ena skupina, ampak pred njimi bosta zaigrala še Luka, Nose in Klemen Robida, prosim, če prideta dol k nama. Povedala pa bom, da je Klemen že dijak srednje elektrošole v Novem mestu, doma iz Počumbrka, rad pomaga staršem na kmetiji, v prostem času pa marljivo vadi igranje na harmoniko. Le pridi, da te vidimo. Luka Nose, to je pa ta drugi, pa je doma iz Stran pri Velikem Gabru in je zelo marljiv osnovnošolec ter predan harmonikar. Njun mentor pa je seveda znani, najbrž ga tudi vi že kdo izmed vas pozna, Gašper Štrus. Pravite, da boste zaigrala Veselega Ribančana, ne? In Čebelice. Pa se kva pa to? Koga pa zdaj? Kva pa ta Petelem dela tukaj? Jezus Marija, se jih bo še kao snu. Ja, Boga, punca. A ti si kar mal na... Ja, ampak to je bilo pa res. Petelini so bili zmeraj taki. Kar mal so skakali tja da ne je slučajno. Ja, Nejc, ne Nejc, hvala Luka, ker si povedal, da nisi Nejc, ampak si Luka. Luka Nose pa bo potem še zaigral Čredo v galopu, a ne? Ja, sicer bi pa to vi itak prepoznali.
preden nadaljujemo, še ena reklama. Naše članice sekcije kmečkih žena so pripravile bogat srečolov, razstavile so tudi domače obrti, pa pripravile so tudi stojnice z dobrotami, ki so tamle nekje, pa vidim, da tam tudi nekaj pripravljajo. Vse zgleda ful dober, tako da, ko se program konča, lepo vabljeni, da si tudi to ogledate. A se ti rad smeješ? Rad? Ja, kar. Ja, no. Dajva pogledati, kaj bo zdajle, ko ta prišla dva iz Kuda, Marije Kmetove in pravita, da bosta nas nasmejala v nekih koruznih zadevah. Pa da vidva, a ne? Poglejmo. Pa še vi poglejte. Franci! Franci! Jaz, Franci, kad sem čas pelal na balanci, pa tudi kjerkrat koruzo prevrnil. Jo, včasih vse sliši pa sem tis, kar mu paše. A si rekla, miši? Sliši, sem rekla, ne miši. Letos nagajajo tiči. Ja, men tudi. Poglej, koliko jih je naslikanih v koruzi. To si bom pa ogledal. Morda še za svojega najdem. Ti ga najbrž zgubil že takrat, ko smo bila še na koruzi. Se spomnim, se spomnim, kako je bilo, na koruzi, se spomnim. Slačenja tudi. Jaz se tudi spomnim, kako je bilo potlačene veliko koruze, potlačene. Jezus, Sanaja. Ampak škode je bilo pa toliko, da bi divji prašič prišli v koruzo, a ne? Ker smo tako urna po koruz, in da bo veliko potlačene. Bolj so mi pa urček pa jagri, ker niso merkali prašiči. Ja. Kaj se ne spomnijo, ne? Mislim, še nekaj moramo o koruz povedati, ne da? Ali kaj bomo? Plesali bodo. A ste videli, kaj je mlajši, vse ve? Ja, mogli bi nas že čakati na odru folklorna skupina Večerna Zarja Ti kar napovej. iz Društva upokojencev Veliki Gaber, ki pa delujejo že od leta 2011. Od vsega začetka jo vodita zakonca Anica in Jože Zakrajšek, na harmoniki pa jih spremlja Dušan Jerlah, ki pa je danes žal zaradi medicinskega posega odsoten. Zaradi tega se bodo pa danes zavrteli o posnetih zvokih. Oni se trudijo ohranjati stare običaje in pesmi, dolenjske pleše pa pleše v oblačilih, ki so jih zasnovali po freskah iz Blečjega vrha. Skupina redno nastopa doma in tujini. Danes bodo zaplesali šuštarski ples, ki izvira iz Malega Gabra. Kam pa kam ti? Na ples grem, na ples. Na ples bi šel, Ja, pa se mi je peta uplomila pri čevlju, plesala bi rada. Da vidim. Imaš kakšnega šuštarja? Ma nobenega šuštarja ne rabeš. Rabim. Ne, peta bo zdržala še. Nekaj tu komplicirati. Veš, kaj je problem? Muske nimava. Jaz mislim, da mu skontarja bova najdla, to plačati je treba. Bomo že zbrali, koliko je ljudi. Daj zašpilaj eno šuštarsko, tisto iz Malega Gabra.
se plesalcem večerne zarje. Še nekaj malega o poimenovanju koruze. Pa kdo to ne bi vedel, no? Najpogostejše narečno poimenovanje je kako že? Ja, pa res ni nič. Turščica. To je na Dolenjskem, Gorenjskem in Štajerskem. V koroških narečjih najdemo pa Turka in Turkinja. Na Notranjskem pa Turščak. Tam dol v Istri ki rečejo pa kar Turkin. A si ti to vedel? Hvala za tole kratko šolanje o poimenovanju koruze. Zdaj, ko smo se naučili vsa ta imena, vsa ta poimenovanja koruze, je pa prav, da zavemo tudi še nekaj o ličkanju. In seveda o poimenovanju ličkanja. Za ličkanje koruze uporabljamo itak različne izraze. V slovarju slovenskega knjižnega jezika glagol ličkati pomeni odstranjevati krovne liste s koruznega storža. Zato pogosto slišimo tudi izraz slačenje koruze, ki so ga naše ženske uporabile tudi na njihovih majicah. V narečjih pa najdemo še različne druge izraze. Naprimer, ličkati je po dolenjsko in vzhodno-gorenjsko, kožuhati, to govorijo Štajerci, slačiti, kar govorijo Primorci in Notranjci, majti, to je po rovtarsko in gorenjsko, lupiti, kar je po istrsko, ter, pa da mi bo ratal, ljupati, kar pa uporabljajo v panonskem narečju. No, tu so zdaj pa že kar znani obrazi skupine prijatelji. Že lansko leto ste jih slišali in videli, pa še kdaj. Letos so povabili še citrarko Evo Medved, pravijo pa, da bodo zapeli z njo vsak večer pred polnočjo. Tako kot so včasih koruzo ličkali, pred polnočjo, no včasih pa še malo po polnoči. No in druga pesem bo, ko ob večerjih sem prepeval. Ob večerjih sem prepeval s prijatelji na sred vasi. Sem bil vesel, nikdar sem ival, poznal še nisem žalosti. Pa pride čas, ko že ljubezen mi je razlivala srce. Sem pustil fante, pustil bisem in ljubil svoje dekle. Sem pustil fante, pustil bisem in ljubil svoje dekle. A deklica me zapustila, prišel drug fant, je zapelil. Obljuben lepe pozabila, zato se res ne bom solzil. Zdaj pil bom pesem o ljubezni, ki mi srce tako teži. Spominjam se o sreči bližnji, ki kakor ptiček odleti. Spominjam se o sreči bližnji, ki kakor ptiček odleti. Vsak večer pred polnočjo na vasi fantje že bojo.
Sinka, Rinka, Donka in Marinka plešejo in čas, rade se vrtijo, rade tvorijo na glas. Fanta vsaka svojega porišala je celina, da veselo objamejo čez pas. Hej, Mita, Mita in Marita so dekleta zlatih las, skupna in vzajemna riše najlepši okras. Opa luna tam na nebu žitve veselo dari, zamejo slovo. Najlepša hvala skupini Prijatelji, ampak da ne bi slučajno kam daleč šli, ker ste obljubili, da bodo ličkarce lahko z vami zapele. To bo ubrano petje. Samo tudi vi počakajte, bomo slišali zagotovo. No, še prej pa bom predstavila dijakinjo Ido Zaletel, dijakinjo srednje zdravstvene šole. Glasbo ima tako rada, da je sama začela raziskovati, kako se sliši, ko jo začneš igrati. Poučuje jo sedaj profesor glasbe Robi Kohek, rada igra orgle in klavir, danes pa nam bo zaigrala Zimzeleni uspešnici, a ne? Ja, pa boš povedala, kateri, ali boš samo zaigrala, pa da slišimo? Ena je ABBA, Take a Chance on Me, druga pa Chariots of Fire. Če bi jaz to poskusila povedati, bi se tako nasmejala, da sploh ne bi slišali, kaj sem govorila. No, izvoli, a boš šla bolj sem ali boš kar tam? Prav, v redu.
Hvala Idi za teli dve prekrasno zaigrani skladbi. Ampak, veš kaj, jaz se pa že od začetka prireditve skoraj sprašujem, kam sta šla pa zdaj Franci pa Angelca? Ampak veš, jaz sem prej videla, da je mu Francel en časopis v rok. Jaz mislim, da nas mora drugega zdaj še kot kakšne križanke rešvati. Zna bet. Aha, križanko rešuješ. Aha, no ja. Ej, tlele si se pa zmotil, veš, piše največji tič, pa ne pride moj, ampak noj. Misliš, da je to Alzheimer ali je to demenca? Meni se zdi, da oboje, pa Parkinsonova te tudi daje, ker preveč piješ, alko ti škoduje, veš? To pa ne. To pa ne. Jaz pijem samo po potrebi. Pa nikoli preveč. Ne, nikoli preveč. Ti si zmeraj žejen, veš? Franci, a si ti kdaj slišal za zlorabo alkohola? Ja, pravzaprav sem. Ja, tisti, si eni rane mažejo z alkoholom, ko to peče, pa nič ne nuca, no. Ene pol so ženske, ki šnop slivajo na cujo, pol pa prah brišejo, ali pa šipe tudi pucajo s šnopcem, ja. No, pa kjerkrat tudi tako, da če se kaj štrazgneš, no, to je mejhen, ja, no, ja. Aha, a pol je zlorabo alkohola tudi, ko se prevrneš z biciklom, ko se vračaš iz gostilne, pa ti moram jaz šnopcem mazati, pa čistiti odrgnine? To je pa nekaj drugega. Veš, to je, če ni ravna cesta, ali pa če je tema, pa če je kakšen kamenček, to našteje pod zlorabo, no, te resne, no. Kaj so že glih pri tem. V petek sem bil na zavarovalnic. Se bo koštal, ne, ampak sem se življenjsko zavaroval to za 100 jurjev. O Jezus, je krasno, to je pa res čudovit. A ja, pol ti pa ne bo treba za vsako malenkost do zdravnika. Dolenjska noša, to sta Joži in Miro, kje sta? Aha, jaz se moram malo umakniti, bež bolj tja. Torej, Dolenjska noša, ki jo boste videli, oziroma ste si jo že ogledali, prikazuje oblačenje Dolenjcev v 19. stoletju. To se je pa zgodilo tako, da so to nošo obnovili, pogledali so dve votivni podobi iz cerkvice na Blečjem vrhu pri Mokronogu ter na Tuškovi freski iz Vesele gore pri Šentrupertu. Največ zaslug za to, da je tudi Dolenjska dobila svojo prepoznavno nošo, ki ste jo videli že prej pri folklorni skupini Večerna zarja, ima etnologinja dr. Marija Makarovič. Prvi pa so jo nosili v skupini Kres iz Novega mesta že leta 1975. Danes pa se po tej podobi zgledujejo zares številne skupine. Na Slovenskem so sicer prevladovali trije osnovni tipi noš: alpski, panonski in mediteranski. Dolenjska noša spada med alpski tip skupaj z gorenjsko. Ja, se res nista dosti razlike, ampak bomo videli, kako. Torej, gorenjska noša, Mojca in Vili.
to sta vidva, ja. Je bogatejša, židane rute, pa jo malo primite, ja. Brokatni modrci, tega imate spodaj pod ruto, a ne? Izvezeni čelniki, to je ta, to, ja, to, gor, zgoraj. Čipkasti robci, a imate kakšnega sabo? Nimate danes? Ja, lejte, vse pa tudi ne moramo pokazati. Aha, tako. Ampak za posebne priložnosti plesa pa seveda imajo tudi plesalke. In pa pentlje. Ena pentlja pa je tamle okrog vašega pasu. Še zadaj je ena velika. Dolenjska pa je malo bolj preprosta. Domače laneno platno za blago ali pa volna, skromna naglavna ruta, zelo lepa, ali peča so jo tudi rekli, kot okras pa le skromen cvet za pas, ja, in pa seveda nagelj za klobukom. Tako, zdaj pa fantje, jaz mislim, da boste kar malo zaigrali, da se predstavijo nam še s plesom. Samo po imenu naslovila, ne? Mojca in Vili Rudolf. Ja, en aplavz, to je sta Gorenjski narodni noči. In Joži in Miro Gruden. Dolenjski, tako. Ampak jaz sem jo narašču pozvala, sem rekla, bo zdaj
kdo malo drugače plesal, ampak so se kar malo kosala, kdo bo bolj poskočno, pa bolj mirno, pa bolj oblageno, tako da je bilo prav lepo za videti ta ples. Hvala lepa. Veste, koga se jaz sprašujem? Gledam kjele Angelco pa Francija, pa mi pade na pamet, zakaj smo hrab ženska moškega pa moški žensko? Me prav zanima, kaj bo sta ona povedala na to temo. Gelči, veš, ti si pa že dolg sama. Ti pa res enega fejs deca nucala. Lega, tizgale, lega, a vidiš kako je lušen? Pa lej, pa služba ima, pa še veliko kmetija. Da bi vzate. A smešan, a si čisto? Kaj pa ne jaz decam? A to sem že dala skozi. Ja, pa malo bi pa že vedela, za koga bi ga nucala, no, jaz mislim, Dejle, zakaj? Dec je še slabš ka fikus, za nobeno rabo ni. Ka psa je bil za okras. Fikus lepo v kot postaviš, pa tam stoji pa je. Pa se ti ni treba nič biti, da bi ti kam pobegnil. Enkrat na teden ga zaliješ, pa imaš mir. Deca moraš pa negovat, pa pedenat, pa odspred, pa odzad, pa zalivat, ampak tu ne z vodo. Še umivat se noč čez no, kva da bi še lepil. Saj sem ga imela. Jaz pa za fikus ne bi bil. Ja, za nas babe pravijo, da samo opravljamo. Pa ni res. Mi sam poskrbimo, da vsi vse vedo. Deci pa hodijo v oštarije, pa samo opravljajo. Pa kaj je, kakšna ta zgleda, pa kako je una, pa kjer je skjera, pa kjer ga rada vid, pa kaj je ta rekel, pa pa vse. Ja, tole ti še največ veš, kaj jaz pa veš, nahodim v oštarije, ne? Ja, sej, kaj prišel domov, se mi je revež kar zasmilo, veš. Zjutraj, ko se je streznil, je pa javkal, pa jokal, pa stokal. Veš kaj, dec brez babe je ka ladja brez krmarja, ali pa še bolj natančen, ka avtobus brez šoferja. Vidiš, Franci, ti bi moral tudi eno babo dobiti, da bi kdaj pa kdaj v oštarijo pobegnil, pa bi še kaj več zvedel. Tole bom pa jaz fejs premislil. Pa še enkrat bom premislil. Dej, ti ne bo žal. Zahvaljujem se članoma kulturno-umetniškega društva Marije Kmetove. Sedaj pa je čas, da lepo povabim na oder predsednico sekcije kmečkih žena, upam, da je kje v bližini, ki je letos že 6. organizirala ličkanje na izletniški kmetiji, seveda s svojimi članicami, na kmetiji Frenka in Marine Ostanek, tu pod Kozolcem in letos še malo pod Šotorom. Gospa Fani, prosim vas, če pridete na oder, en velik, res velik. Hvala, Justi, da si me takole potunkala, ker jaz se nisem čist nič pripravila. Povejte, kaj mislite. Povejte po domače, pa vam pa takole rekla, dober dan, Bog, da je vsem skup, ki ste prišli, ki ste si vzeli cajt, tele 2 urce, da se tle vidimo, ne. Jaz vam takole rekla, mi je kmečke ženske, se letos režeta 6. let, trudimo, da bi vam polepšali nedeljski dan. V bistvu letos smo se prvi let pridružili kulturnemu društvu, tako da delamo skupinsko, ne. Sam je pa tako, ne, jaz sama ne bi naredila čist popolnoma nič. Če ne bi imela v skupini 50 dobrih žensk, ki so zelo pridne, zelo bogajo,
Tako da karkoli je treba, poprimemo skupaj, naredimo skupaj. Moram pa tudi povedati, da se kar udeležujemo. Lansko leto, takoj prvi vikend po ličkanju, smo šli v Ivančno na pražen krompir in odnesli prvo mesto. Letos smo se pa tudi udeležili že Štrudelfesta v Ivančni Gorici in prav tako naša najmlajša, bom rekla, članica je tudi odnesla nagrado za najbolj inovativni štrudel. Zdaj pa še naprej uživajte, pa hvala lepa. No, pa je rekel, da nima kaj povedati.